Na Hrvaškem so mine tudi po dobrih 15 letih od konca obrambne vojne še vedno velik problem. Od začetka vojne je zaradi min življenje izgubilo 1936 ljudi. Pri odstranjevanju te nevarnosti Hrvaški pomaga tudi slovenska mednarodna ustanova Fondacija za razminiranje in pomoč žrtvam min. Ta ustanova deluje na vsem območju nekdanje Jugoslavije, pa tudi na Južnem Kaukazu, Bližnjem vzhodu, v jugovzhodni Aziji in Latinski Ameriki. Ampak ostanimo v naši neposredni bližini, v okolici Josipdola, na miniranem območju v Karlovški županiji, kamor je odšla tudi naša ekipa. Vas Kokani je bila med letoma 1991 in 1995 tik za frontno črto, ki je razmejevala hrvaško vojsko in samooklicane srpske krajine. Ovdje su bile srpske strane, s druge strane po onim mjestima su bile hrvatske strane, znači tu je bila sama linija bojišta, tu je često upotreba raznih oružja izbacuje streljivo koje u određenoj mjeri se ne aktivira prilikom nailaska na cilj. 80-letna Mara Jančić je iz vasi pobegnila šele po hrvaški operaciji Nevihta. Iz Srbije se je v opustošeno vas, kjer je zdaj že precej obnovljenih hiš, vrnila kmalu po letu 1995. Meni muž poginil na pragu. Tako. Preživela sem svašta. Na travmatične dogodke vsak dan spominjajo opozorilne table. Smrtonosna polja se počasi le spreminjajo v rodovitno obdelovalno površino. Bilo je nesreće jer su ljudi sami koji su bili u ratu, stekli su neko znanje o minama pa su mislili da mogu sami praktički razminirati barem svoje dijelove zemlje. Pa je praktički nastradal jedan hrvatski branitelj koji je sam išao praktički skinut mine i stradal je i ostali bez noge. Vsak peti Hrvat živi na minsko onesnaženem območju. Doslej je Hrvaška za razminiranje porabila 500 milijonov evrov. Drago in zamudno delo opravljajo tudi z daljinsko vodenimi stroji, toda povsod to ni mogoče. Potreben je ročni pregled, kot pravijo temu najbolj nevarnemu delu čiščenja minskih polj. A ima adrenaline, to je adrenalin i to vam je nešto posebno. Mislim, mi smo profesionalci u tome, tako da idemo, znamo da mora biti nešto ovdje. Mi tražimo mine, ne tražimo igračke. Škalec na mesec zasluži nekaj več kot 1000 evrov, kar je dvakrat več od povprečne hrvaške plače. Velikokrat je za več dni z doma, da so svojci v skrbeh ne preseneča. To mi se čujemo svakodnevno i tu su djeca i sve, tako da ne samo ja, kolege i svi. Hrvaške oblasti načrtujejo, da bodo mine počistili do leta 2019. Do takrat pa bodo potrebovali še 600 milijonov evrov. Dobro večer, gospod Maršič. Kar draga zadeva, 500 milijonov evrov so že porabili, 600 jih še načrtujejo, da jih bodo rabili, torej več kot milijardo evrov bo Hrvaško stalo to razminiranje. Ja, dokaz več, da je uporaba minsko-eksplozivnih sredstev pravzaprav nesmiselna. Zato, ker nediskriminatorno ubija ne vojake, ampak v glavnem civiliste, in za dolgi čas prepreči nadaljni razvoj držav, ozemelj, regij, ki so onesnažena z minskimi polji. In seveda ta napor, ki ga mora Hrvaška in seveda tudi druge države po svetu, ki imajo ta problem, pomeni velik razvojni zaostanek. Zakaj stvari ne grejo hitreje? Že 15 let to Hrvaška počne, še 4 leta bo počela in še vedno imajo več kot 1% hrvaškega ozemlja pod minami. Neverjetno, ampak je dejstvo to, da je Hrvaška, poleg Bosne in Hercegovine, na področju jugovzhodne Evrope, med najbolj kontaminiranimi državami z protipehotnimi minami. Praktično je bil takrat sposoben vsak vojak ali pa paravojak je bil sposoben postaviti protipehotno mino. Počasi pa gre zaradi tega, ker humanitarno razminiranje pomeni, da mora biti čiščenje na tak način izvedeno, da je 100% gotovost, da na tistem območju, ki je bilo očiščeno, ni več eksplozivnega sredstva. Pa kako pravzaprav to poteka? Tukaj smo videli dva načina. Videli smo en stroj z gosenicami in videli smo en detektor. Sta to edina dva načina? Je še kaj? Ne, po mednarodnih standardih, ki ga v glavnem uporabljajo vse države, ki rešujejo ta problem, morajo uporabljati od 3 vsaj 2 metode
vodi na istem kvadratnem metru, kar pomeni, danes tu ste videli torej mehanično, z stroji plus ročno, obstaja pa še tretja metoda in to je z psi za deminiranje. Dve od teh treh metod morajo nujno biti uporabljene. Se mina pravzaprav uniči na lice mesta ali se deaktivira oziroma uniči kje drugje? Odvisno od situacije, ponekod in odvisno seveda od eksplozivnega sredstva. Ponekod se neposredno na mestu z dodatno eksplozijo ali pa se to odpelje na ustrezna mesta, kjer se potem to deaktivira. Koliko sredstev je do zdaj vaša organizacija namenila Hrvaški in kako velik zalogaj vas čaka v Bosni in Hercegovini? ITF je v teh 12-13 letih zbral 331 milijonov dolarjev za vse države, v katerih smo delovali. 1/3 teh sredstev je pripadlo Hrvaški. Mi smo seveda v vseh naših programskih aktih in planskih aktih zagotovili, da sta tako Bosna in Hercegovina kot Hrvaška še vedno prioriteti, kar pomeni, da seveda kljub temu, da ima Hrvaška izjemno razvit lasten program protiminske dejavnosti in da tudi sama izjemno veliko namenja teh sredstev, bo ITF prisoten še v nadaljnjih letih. Kako daleč pa je Bosna in Hercegovina? Kako se stvari odvijajo tam? Bolj počasi, po pravici povedano. Jaz se ravno vračam iz Sarajeva, kjer smo imeli koordinacijski sestanek vseh donatorjev in izvajalskih organizacij. Bosna in Hercegovina ima še vedno 3% svojega ozemlja onesnaženega z minami in sami so si seveda zastavili cilj do leta 2019, da bi očistili, ampak to ni realen plan. Predvsem zaradi pomanjkanja sredstev in predvsem zaradi tega, ker za razliko od Hrvaške bistveno manj prispevajo za lastno dejavnost. Pravijo, da vojna traja vse do zadnje mine. Kakšna je vaša prognoza? Kdaj se bodo torej končale te vojne na Balkanu? Mi smo skozi našo dejavnost v bistvu že omogočili, da so nekatere države čiste. Albanija, Črna Gora, Makedonija, Srbija, pa Kosovo. To so države, ki so svoj problem že rešile, pa so ga imele, tudi močnega. Ostajata še Srbija in Hrvaška. Z kasetnim razstrelivom je onesnažena še Srbija, tako da tudi to počnemo. Želeli bi si, da so datumi, ki so si jih zadali v skladu z Ottawsko konvencijo, da bi bili mine free, torej prosti od nevarnosti min do leta 2019. Hrvaška je zelo blizu temu cilju, tudi zaradi tega, ker nekatere nove metode in tehnologije redukcije sumljivega območja razvija in uporablja. Bosna in Hercegovina pa se mi zdi, da bo šla preko tega roka in se mi zdi, da tudi več desetletij bo ostala s tem problemom. Mora biti samo še vprašanje za konec. Vaša organizacija je stara 13 let, veljate pravzaprav za najuspešnejši projekt slovenske zunanje politike. Mogoče kakšen podatek za naše gledalce, na kaj ste posebej ponosni? 331 milijonov zbranih sredstev, 110 milijonov kvadratnih metrov očiščenih, 28 držav donatoric plus 110 zasebnih donatorjev, 18 držav, v katerih delamo in veliko zaupanje tako donatorjev na eni strani kot tudi držav prijemnic. In pa seveda, na to, kar sem pa najbolj ponosen, je izjemen tim, ki ga odlikuje predvsem to, da že 12 let nekateri delajo v tej organizaciji in ne razmišljajo o tem, da bi odšli. Gospod Maršič, hvala za vse te podatke in odkrito povedano, čim manj dela vam želimo. Hvala lepa, tega si želimo tudi mi.